Danes bom govoril o Božjem kraljestvu v Sloveniji. Dobra tema. Božje kraljestvo v Sloveniji. Rečem komu dobrodošel v ambasadi Božjega kraljestva. Kaj je bilo cerkev pridne prav? Ja, kar nekaj dobrodošlico, haleluja. Stisam temu roko, rečem mu dobrodošel v Božjem kraljestvu, haleluja. Dobrodošel v ambasadi Božjega kraljestva. O, haleluja, cerkev. Haleluja, gremo moj. Hvala ti, Oče. Hvala, da nismo iz tega sveta. Hvala, da si nas ti poklical v svoje kraljestvo in da smo tukaj na zemlji tvoji sinovi, haleluja. Da smo tle predstavniki tvojega kraljestva, haleluja. Oče, mi smo danes prišli k tebi, očetu duhov, tebi, kralju nad kralji, duhovnikom na duhovniki, haleluja. Mi smo danes prišli k tebi, Oče, haleluja. Prišli smo danes k tebi, poslušati tebe in biti spremenjeni, haleluja. Mi smo prišli danes, Oče, zauzemati teritorij v svojem življenju za Boga, haleluja. Mi smo prišli v kraljestvo za ta čas, haleluja, za ta dan, za to deželo, haleluja, za ta trenutek, haleluja. Oče, in da nočemo zamuditi, haleluja. Oče, mi smo prišli hoditi v tvojih usodih. Oče, ne bo naša ušesa odprta, naša srca odprta, naš duh in duša in telo v enosti, haleluja, s tvojim namenom, s tvojo voljo danes, haleluja, na zemlji. Oče, mi se pozicioniramo za Božje kraljestvo, Oče, iščemo danes tvoje kraljestvo in tvojo pravičnost, haleluja. Danes prihajamo k tebi po krvi Jezusa v prani, haleluja, očiščeni z levesti, prihajamo direktno v Božje kraljestvo in milosti, haleluja. Prihajamo direktno v tvojo prisotnost. Haleluja, Sveti Duh, ki si naš najboljši prijatelj. Jaz nikoli ne zapustiš, zdaj si z nami. Ta trenutek deluješ, haleluja. Ta trenutek delaš stvari, ki se jih ne vidi, z mesenimi očmi. Naj bo naše duhovne oči odprte danes, haleluja. Oče, smo, da vsak od nas porinaš na nov nivo z Bogom. Oče, molim, da zapuščamo stare stvari, da zapuščamo vse, kar je za nami, Oče. Se stegujemo to jutro, potem, kar ti govoriš, potem, kar ti delaš, haleluja. Oče, mi se agresivno postavimo v položaj, ker iščemo tvoje kraljestvo, ker se stegujemo po tem, po čemer si nas ti poklical iz nebes, haleluja, Oče. Stegujemo se, da bi nekako dosegli Božjo usodo, haleluja, s katero si nas poklical v Kristusu, haleluja, haleluja. Recimo se, da nekaj dobrega se ti dogaja. Koliko je ura? Koliko je ura? Ura je žetov, cerkev. Ura je žetov. In ko boš naslednji teden prišel v mednarodno krščansko skupnost ali pa v krščanski center, ali pa ne vem, iz kje si danes prišel, ko boš naslednji teden prišel v svojo skupnost vernikov, v svojo ambasado, je še vedno čas za žetev, če prav bo dvakrat manj. Je še vedno čas za žetev. Amen? Rec svojemu sosedu, čas je za žetev. Počasi smo pripričali, zelo počasi, bo šlo, haleluja. Cerkev pred parimi dnevi sem govoril s prerokom Viktorjem. Znate, slučajno sem bil v Madridu, ker hodim s Bogom, 7 dan v Ljubljani, čez 3 dni si lahko že v Madridu. In sem poklical Viktorja in Viktor ni bil v Madridu, ampak je bil v Švici z ministrom za agrikulturo. Cerkev, ni naš Bog nenormalen. A ni naš Bog vse prisoten, haleluja. A ni naš Bog vse mogočen. In je ti bil tam neke velike sestanke imel in mu je bilo ful hudo, da se ne moralo dobiti. In jaz sem ga povabil, da pride govoriti s temi poslovneži, s katerimi sem jaz imel sestanek. Haleluja, sem povabil Viktorja med ful bogate poslovne ljudi, haleluja. V hotel Ritz, ker samo kava stane 12 evrov. Hvala Bogu, da mu je ni bilo treba plačati. Do
O šampancu ne govorim, ker je najcenejša flaša šampanca 400 €. Hvala Bogu, da ni treba piti šampanca. Amen. Si še vedno lahko v Božjem kraljestvu. Aleluja. In cerkev, danes bomo govorili o Božjem kraljestvu v Sloveniji. Aleluja. Cerkev to, ker Bog rab v Sloveniji, ni krščanski center. Aleluja. Ni mednarodna krščanska skupnost, ampak je Božje kraljestvo. Aleluja. Mednarodna krščanska skupnost je pa del tega, na zemlji. Aleluja. Kamor lahko ljudje prijo, predstavljate si, da smo tujci na tej zemlji z narodom, da to zemljo naredimo za svojo. Amen? Večina kristjanov živi kot tujci na zemlji, ker čakajo, kdaj bodo šli domov. Eto. In čakajo in mora Jezus priti po me, aleluja, tle je ful težko, ful trpim Jezus, daj mi boš pošel rešiti iz te zemlje. Cerkev, to je napačna molitev. Naš cilj je zauzeti to deželo. Amen? Bom amen na cerkev. Mislim, da ful Bož govori to, kar ni amen, tako aleluja. 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 Kar za Švico. Reč nekomu, ti si ambasador Božjega kraljestva. Ti nisi Slovenc. Ne se odnašati kot Slovenc v cerkvi, aleluja. Amen. Obnašaj se kot ambasador, ki je doma v svoji ambasadi zdaj, aleluja. Amen. Zelo so krokodili, levi, pošasti, ampak tle si navarna, aleluja. Tle si lo free, aleluja. Tle lo zaupiješ, aleluja. Amen. Tle rečeš, amen, hvala glas. Tle lo se poslaš. In polne je Viktor poklicu, čez 2 tedna potem, ko se bi umodril, to je bilo pred 2 tednami poklicu in na Skype sem govorila prek njegove tajnice. Ampak sem bil ful vesel, da sem še njegov glas slišal v zadnji, zato ker je rekel eno besedo, ki me je ful všeč. Kosečo, ravno te, žetov. In je Viktor prerokval, Klemen, žetu, ko verjamete, je tle. Je tle. In tako si mislil, ker sem prišel iz bogoslužja, ko nas je bilo 15 tam. In ker sem začel pridigati v žetvi, nas je bilo še enkrat toliko. In ker sem slišal besedo koseča, sem rekel, yes, haleluja. Amen. Nismo eni idioti, haleluja. Nismo eni fanatiki, kakor nekaj govorimo, kar se nikoli ne zgodili cerkev. Cerkev, jaz tako... A veste, kolikrat je mogel Bog govoriti, da bo Jezus prišel, preden je Jezus prišel. Bog vse, kar danes dela, je, da govori. In kaj še je govoriti? Bog, največ, kar boš Boga videl, da kaj dela, da govori. In ko govori, se nekaj dogaja. Zdaj, ko ti moraš paziti, da govoriš to, kar Bog govori. Bog rab tvoj telo. In pol je govoril, da Bog daje stabilne ljudi v svojo cerkev. Kdo ve, da Bog rab stabilne ljudi? Rekel, da steber mora nositi zgradbo, mora biti močen steber, če je močna zgradba. Reč svojemu sosedu, to si ti. Ti si stabilen. Cerkev jaz danes, ko gledam v te čudoviti dvorani, jaz ne vidim teh lepih žarnic in zlatih svečnikov, kaj je že vse to, ampak vidim ful šampionov, haleluja. Jaz vidim ful zmagovalcev tle not, haleluja. Jaz vidim potencial, da ta narod zavzamemo za Jezusa, haleluja. Jaz vidim ful šus, haleluja. Ti mogoče vidiš svoje probleme, mogoče si prišel sem, si se kumi sem privlekel, mogoče te je žena iz posle vrgla, ne, kaj se ti je zgodil,
Mene včasih žena zbudila in rekla, eno gremo v cerkev. Tako ma ne da se mi. Moraš iti, ko si pastor. To je že spet nedelja. Koliko je ura cerkev? Ura je žeta v cerkev in jo bomo videli. Jaz sem povem cerkev, jaz ga sem molil za letošnje leto 2011, sem ful molil, Bog, da mi govor, vsak let molil, Bog, da mi besedo, da mi govor, kar je govor. Cerkev ena beseda mi pošla, ne bi sploh smel biti leto 2011. Sploh ne bi smel biti nikoli leto 2011. Cerkev že skoraj 2000 let vozimo Božje kraljestvo nazaj. Redko, že skoraj 2000 let nas Bog čaka. Amen? Reči komu, Bog te čaka. Da ne boš mislil, da ti čakaš, Boga te čaka. Večina vernikov misli, da čakajo Boga. In zato se jim ne da na molitvene sestanke več hoditi. Ker mislijo, da morajo moliti, da Bog nekaj naredi, in zato, ker je Bog suveren, bo on itak naredil to, kar hoče. Zdaj, če je Bog suveren, se me sploh moliti ne da. Ne pol on dela, halleluja. Zdaj, ko Bog rab tvoje strinjanje, Bog rab tvoje roke, Bog rab tvoje telo, Bog ni legalen na zemlji brez tvojega telesa, halleluja. Bog nič ne naredi brez tebe. Mogoče en promil. Pa še to zato, ker je bila tam ena skupina ljudi, kaj ti nisi videl. Ker si je to zborila zase. Celo Bog rab tvoj telo, halleluja. On rab tvoj razum. On rab tvoj life, halleluja. Bog ne more brez tebe, Bog te čaka. Jezus bi že rad nazaj prišel, verjemte mi. Ampak on ne bo prišel nazaj, cerkev, po 1000 odrešenih v Sloveniji. On ne more priti nazaj, cerkev, v tak svet, halleluja. Zato, ker njegov namen, cerkev, od začetka, ko ustvaril cerkev, je da cerkev gre in naredi vse narode za njegove učence, halleluja. In da cerkev gre in da vznan evangelij kraljestva v vsaki etnični skupini, vsakmu majhnemu človeku, velikemu človeku, vsaki osebi, da se vznan evangelij kraljestva in pol bo prišel konc, piše. Dokler se pa to ne zgodi, je pa lahko ful poplav, ful nesreč, ful katastrof, pa ne bo konca. Dokler ne bomo mi vznanili evangelij kraljestva v vsaki etnični skupini. To je Matej 24:14. Za vas, ki čakirate, čeprav govorim, celoto tam preberete. Matej 24:14. Halleluja. In cerkev, Bog ne more delovati brez tebe. Ne more. Zato večino časa, kaj jaz in ti preživiva v molitvi z Bogom, 90% časa, kaj jaz in ti molva, nama Bog govori o naju. Pa si opazil to? Kaj moraš? Večino časa ti Bog o tem govori. Kaj je spremeni? Kaj naredi? Kako se obrni? Pride pa tebe izpolnjuje Svetim Duhom, kaj moraš, ne? On se ful s tabo ukvarja. Ful, zakaj? Dajmo se pogledati. Zakaj se Bog s tabo ukvarja? Dajmo se pogledati prvo Mojzesov, gremo kar na začetek. Prvo Mojzesov, prvo poglavje in nekaj do zvečer bomo do razodete pošli. Tako da, Bog te potržili upa na matematik sabo. Imamo. Da se predstavljate Jezusa, ki je 3 dni rabil, da jim je govoril o Božjem kraljestvu in so vsi jest pozabili. Po mojem ful zanimiv pridiv. Po mojem bil ful žur, da šele po 3 dneh so se spomnili, da bi kaj pojedel. Mi pa, če bi ura 12 v cerkvi, že razmišljamo, ali bi šli v McDonald's, ali bi šli, ali se nam bo piščan zažgal v pečici, pa se bo zgodil. Prva Mojzesova, prvo poglavje, 11. vrstica. Še reče Bog, zemlja poženi travo, zelenjavo, ki rodi seme, rodovitno drevje, ki daje sadje po svojem plemenu, katerega seme
bodi v njem na zemlji. Se pravi, Bog, tukaj vidimo, Bog danes ne ustvarja dreves. On danes ne rojeva novih otrok. On je ustvaril Adama, on je ustvaril Evo, ampak danes on reče, ne ustvarja ljudi cerkev. Zakaj cerkev? Zato, ker je vse tako ustvarjeno, da vsaka stvar ima vse seme. Vsako živo bitje je ustvaril not semenom. Cerkev zato, ker ti moraš, ker Bog tem govori o tebi, zato govori, ko govori temu semenu, kar je dal vati. Ti si prerojen po semenu Božje besede. Neuničljivo seme je v tebi, haleluja. V tebi je zdaj Božje kraljestvo, je rekel Jezus. Amen? Božje kraljestvo je z vami in bo v vas, haleluja. In cerkev, to seme je nadnaravno seme. To seme, cerkev, potencial. Kdo od vas bi rad izpolnil Božjo usodo letos? Haleluja. Kdo od vas bi rad bil ful uspešen letos? Cerkev, jaz hočem biti ful mega uspešen, haleluja. Pa zdaj noš enako ponosen. Ponosen si, če hočeš biti neuspešen. Ponosen si, če hočeš biti bolan. Ponosen si zato, ker iščeš, da bi ljudje sočustvovali s tabo, da bi bili usmiljeni s tabo. Cerkev, Bog si 100-krat več želi, da bi jaz bil uspešen, kakor si jaz želim biti uspešen. Zakaj cerkev? Zato, ker sem njegov predstavnik, haleluja. In to seme, ki je dal v mene, cerkev, to seme mora zrast, to seme mora eksplodirati. Celo stvarstvo hrepeni po razodetju Božjih sinovcev. Celo stvarstvo. Če bi lahko poslušal, drevesa jamrajo, kamni stokajo, ptiči, sršeni, vse živo breči, cvil in krave mukajo v hlevih. Daj se bo že razodel Božjih sinovih, haleluja. Amen? Cerkev, ko se Božji sinovi razodanejo, pride Božje kraljestvo, haleluja. In bomo dobili nova telesa, haleluja. Ti si lahko vesel za to telo, ki ga imaš, kakšno lupino ti je Bog dal, kakorkoli že čuvaš, bildaš, ali hraniš, ali podhranjuješ, ali prehranjuješ, haleluja. Cerkev, dobil boš novo telo, haleluja. Amen? Kakorkoli tle na zemlji užitek, ni nič v primerjavi s kraljestvom cerkev, kjer bomo dobili novo telo. Ampak preden se to zgodi cerkev, se morajo razodeti Božji sinovi. In cerkev danes, ko sem slišal Viktorja, ki prerokoval mi neke osebne stvari, pa ki je prerokoval za cerkev, zato on to govoril, prerokoval je za cerkev, ni samo zame. In ko je govoril, Bog bo dal stabilne ljudi v cerkev, ti to govori. Zakaj? Zato, ker Bog hoče žetov, da pride, haleluja. Amen? On govori žetov, Bog govori, prerokuje prekaz in porab nas, da pridemo v pozicijo, v strinjanje z njegovo besedo. Zakaj? Da se lahko njegova beseda zgodi na zemlji. Kakor v nebesi, tako na zemlji. Pridi tvoje kraljestvo vsem dol, amen? Pridi tvoje kraljestvo v Slovenijo. Kako naj se tle stvari dogajajo? Isto, kot v nebesi, cerkev. A je v nebesi kakšen primakljaj? A mislite, da Bog zdaj v nebesi, ker recesija na zemlji govori, Mihael, Gabriel, pa se kaj dogaja, tle, med Anglijo, vse v redu, ima to vsi dol za jest. A imamo dosti benzina, da se dol pa dol vozimo. A tale čistilna služba še puca zlate ulice. Kako kaj, pa se dogaja, fante, recesija nas kaj prizadela. Cerkev ne, haleluja. V nebesih ni primakljaj. In isto mora biti tle na zemlji. Amen? Čist isto. Zato Bog, ker si dal offering, haleluja, ti je Bog govoril, koliko daj. Svrajam, ti Bog govoril, da daj, haleluja. Navajamam, da ti edin hudič ti lahko reče, da ne da, ali pa tvoj meso. Zakaj ti Bog reče, da daš? A zato, da boš imel 100 evrov manj v svojem poštu? A zato, da bo dvorana za njih Vujčiča plačana? A zato, da bo luči telo gorele? Zakaj ti Bog reče, da daj? Samo zato, ker ti hoče dati. Samo zato, ker ti Bog govori, da daj. Ti govori z enim namenom, zato, ker nekaj hoče pripeljati v tvoje življenje. Nekaj hoče sprostiti v tvoj life, ampak ne more, dokler nekaj ne gre ven iz tvojega življenja. Dokler ti nekaj ne poseješ, ne moreš nekaj požeti, haleluja. Dokler bo to obstajalo nebo in zemlja, tog časa bo obstajal zakon sejanja in žetve, haleluja. Amen? Bog daje seme komu? Sejalcu. Sejalcu, haleluja.
Cerkev, Bog je toliko ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega sina. Reči nekomu, Bog te more blagosloviti. Bog ne more drugače živeti. On te more blagosloviti. Bog bo naredil vse, da bi te blagoslovil. Cerkev, Bog je naredil vse, da bi rešil svoje ljudstvo. Poglejmo si v staro zvezo. Poglej si Mojzesa. Mojzes, morilc. Mnogi od vas, če bi ga videli, tam je na svojo roko šel in je ubil človeka, bi hotel narediti red. In kaj je Bog naredil? Cerkev, Bog ni videl morilca v Mojzesu. Bog ni videl odrešenika milijona ljudi, haleluja. Amen? Bog, lahko bi rekel, cerkev, zakaj? Zato, ker seme je v človeku, haleluja. Seme prebojenja, potencial je zdaj v tebi. Veš se spomnim, ker smo izgubili svojo zgradbo, ko ste vi izgubili tale dom v Šentvidu. Cerkev, to je dobro, da ste ga izgubili. Čeprav zdaj jamrate, da ne jamrate, haleluja. Zdaj si pa sploh nobeno lahko jamrate, haleluja. Zakaj? Ja, zato, ker zdaj si prazen, haleluja. Zdaj imaš priliko, da si blagoslovljen. Jaz, ker smo skozi dobili svoj plac, cerkev, jaz sem poslal e-mail, ne vem, 200 ljudem, ki imajo denar, ki mislim, da imajo denar, ali pa ne vem kaj. Sem jim poslal moj raznim Američanom, svojim frendom, pastorjem, vse živo. Tako fakt, moram nabrati 1 milijon evrov. Rabim samo 1 milijon evrov. Ampak tudi, če daš 100 evrov, da je vsaj nekaj, kaj je to. Cerkev, jaz sem dobil nič evrov. Sem dobil nič evrov. In kaj pa narediš, Bog, ja. Kaj uprečen vernik naredi cerkev? Reči, ja, zgleda ni bila Božja volja. Eto, zgleda, da Bog, ne, da ga to ne skrbi preveč, zgleda, da Bog ne skrbi zame. Zgleda, da to sploh ni važen za Boga. Cerkev, Bog se je odločil, da bo deloval preko nas. On ne more. Jaz se spomnim, ko mi je Bog govoril, ne grem v polnočasno službo za Boga, cerkev. Sem bil nekaj čez 20 let star. Jaz sem se glih svoj stanovanje najel. Bil kot stražnik, sem se odselil in sem začel moliti, kjer v službo bi Bog hoče, da grem. In mi je Bog govoril, da ne hodim v službo, ampak da ne njemu služam. Bog, mi nismo mogli govoriti, ker moja mama prala moje cune, oče plačal moje račune, nobene najmine nisem imel, živel sem kao v hotelu, polni penzion, zaston. Če sem še kaj rabil, sem še mamo kaj za krilo povehal, ne bi da kakšnega Jurija, ko grem ven. A zdaj, ko sem svoj fred najel, mi govoriš, da ne nekam delati. In cerkev sem začel moliti. In sem molil Boga. Ti nočeš, da jaz skrbim. Kaj bom jedel, kaj bom pil. Zato te prosim, da mi vržeš zdaj dol v kuhno eno zlato kepo. Eno ful veliko zlato kepo, da si bom dol odluščil vsak dan, koliko rabim. In bom par dek zlata prodal in bom imel za tis mesec. In bom samo tebi služil. Samo te, več sem imel treba ukvarjati s finančnimi stvarmi, s bremeni računov in vse. Etko, cerkev, mi mislimo, da je Bog suveren, da on, če hoče, lahko naredi, kar hoče. Cerkev, če bi to bilo reči, pa niti ena punca ne bi bila posiljena, niti en človek ne bi umrl, niti ena kraja se ne bi zgodila na zemlji, če bi bilo to reči. Cerkev, Bog deluje preko ljudi. Reči kom, Bog rad tvoj telo. Cerkev, zemljo, pogledamo si, kako je Bog ustvaril. Se pravi, vsako stvar je ustvaril s semenom. In zdaj si pogledaj 26 vrstico. V istem pogledu. Prva Mojsa 1:26. In reče Bog, naredimo človeka po svoji podobi, ki nam bodi sličan in gospoduje naj ribam, morskim in pticam nebeškim in
in živini in vesoljni zemlji, ter vsej raznim različih po zemlji. Se pravi, celemu vesolju naj kdo gospoduje. Človek. Bog je ustvaril človeka, da gospoduje na zemlji. Zato imamo to problem v cerkvi. Zato se vse to dogaja v cerkvi. Ne mislim, da ni Božja volja, da imamo svoj prostor, zato, ker sem dobil nič evrov. Ne mislim, da ni Božja volja, da nekaj imaš, zato, ker si že 3-krat probal, pa se ni zgodil. Amen? Ne mislim, da ni Božja volja, da se Štefka odreška, zato, ker si že 5-krat govoril o Jezusu. Cerkev nebeško kraljestvo trpi silo, piše, in siloviteži si ga silo razpijo, od dneva Janeza Krstnika do danes, Cerkev, mi smo v vojni 2 svetov, danes si prišel v mirno okolje, v ambasado Božjega kraljestva. In si tle not. In si tle v Božji koloniji, si danes tukaj na tem mestu. Tukaj not je Božji red, ampak čim boš prišel ven, imaš eno nalogo, haleluja. Si bomo to pogledali, haleluja. Se pravi, cerkev, ko je Bog videl Mojzesa, jaz in ti bi videla morilca, videla človeka, ki je ubil človeka in pobegnil ven iz Božjega načrta. In je človek pobegnil, kolikor daleč človek pobegnil v puščavo. In zdaj, če bi Bog bil suveren, bi rekel, maja, se ne raba Mojzesa, bom jaz odrešil ljudstvo brez njega. Cerkev, ne boš tako. Če bi bilo to res, bi Jezus že zdavni nazaj prišel. Ne bi bilo nikoli leto 2011. Nikoli ne bi toliko let trajal, da on pride nazaj, pa on rad mene in tebe, da pride nazaj. On rad Božje kraljestvo, da pride nazaj. Njegov namen že od začetka je bil, cerkev, da vsak človek spozna Boga, da njegovo kraljestvo pride na zemljo, da njegovo kraljestvo vlada na zemljo in ponovno on pride nazaj. Prej pa ne moreš. Bom to še pogledati. In zdaj, kaj se je zgodilo? Cerkev, Bog je rabo Mojzesovo telo toliko močno, da je tam en grm zažgal z ognjem. Pa si predstavljaš, Bog je kar tam ogen, kakšna neumnost. Ker tam en ogen gori, Mojzes se dajo svojo roko in ljub, pa to je nadnaravno. Nič, ko ne peče, pa se dogaja. Razumeš? In koliko je bila korenček predosla, Bog delal včasih s človekom, da bi ga nekako le pripeljal nazaj. Eto, ki je falil v Božjo usodi. Recimo mu sosedu, skot recimo mu človeku, recimo mu sosedu, Bog tebe čaka. Ne ti njega. Cerkev, vse, tvoja prihodnost je zdajle v semenu. Etko. Jaz, če pa zdajle seme pokazal od buče, vse, kar vidiš, je to seme. Etko. Zdaj, kdor je tle Američan, bi takoj videl bučno pito. Čudovita bučna pita, polna enih začim, sam da ne okusaš une buče. In se ful polno bučno. Cerkev, Bog, kad tebe gleda, on ne vidi semena, on vidi bučno pito. On, kaj je Mojzesa videl, on ne videl morilca, kaj je videl pobegnil ven iz Božjega plana. Pa se poročil tam z eno žensko v puščavi. On vidi svojega človeka in je zažgal ogen, vse je že naredil. In Mojzes prikla, vidi ogen. O ne, Bog me kliče, Bog jaz, morilc, ko meni je prišel konce z mano, zadabo me bo. Ne, Mojzes pej pa znaj, boš rešil ljudi. A jaz si ne znam, si ne morem govoriti. Bog spet razmišlja, pa kaj bi še naredil? Dajmo mu prevajalca, daj dati mu narava. Razumeš, Bog vse je že naredil, sam da bi te pripeljal nazaj v Božjo usodo. Amen. Zakaj? Zato, ker če ubijaš novo rojenčka s cerkev, ta svet mu reče fetus, ampak to je živo bitje. Ti, Psalm 119 prav, čudovit, da si me ustvaril v maternici noter že. Poznaš moje načrte, haleluja. In zdaj, cerkev, ko ubijajo novo rojenčka, a si predstavljaš, da bi Marija naredila sprav. Od Jožefa žena Marija. A si predstavljaš? 16 let stara punca, Jožef jo zavrnil, ma nič, naredila bom sprav.
Kako ne zdaj samo z otrokom. Jožef vas razočaran, kako ga je mogla prevarati. Cerkev ne bi bilo Jezusa. Razumeš, kad se novo reček ubije, ti ne ubiješ ene osebe, ampak cel potencial te osebe, ki je lahko udušenje 1000 ljudi, ti si lahko 1000 ljudi ubil z enim novo rečkom, ki si ga ubil. Amen? Hvala Bogu za Mojzesovo mamo, da je ga dala v košaro in poslala dol po reki, ki je nekaj verjela, ki bo en potencial v njemu. In človek, Mojzes, koliko se je upil v Božji sodi, a vidiš, koliko se Bog bori za te, haleluja. Bog vsem živo delo, kot tebe, sam da bi ti malo oči odprl, pa rekel, ja, Bog, pa naredil 3 korake v pravi smeri, haleluja. Ti pa skozi misliš, da si ti tako hoče uspeti in da Bog čaka, ki te bo spotaknil, da noš preveč ponosen. Redko. Se skozi bojiš, pa bo Bog si izmislil, kam te bo poslal v Afriko, da te bo tam mučil, če si mu boš preveč predal. Haleluja. Božja usoda. To bi rad v Božji usodi hodil. Cerkev, Božja usoda se zelo malkrat zgodi. Kako sem mislil, da se skozi dogaja Božja usoda? Sem mislil, vse je Bog, kontroli Bog in njegova usoda se dogaja. Pa si moral, kaj? Da malo vam pogledaj, kakšne so stvari okoli tebe. To je Božja usoda, kaj? Ne bi toliko neumen, ne bi toliko religiozen. Božja usoda se ful malkrat zgodi. Cerkev, s tukaj Božja usoda je toliko večja od vsega, kar si jaz lahko mislim. Božja usoda zame je mega ogromna, večja od vsega, kar si lahko predstavljam, vsega, kar lahko mislim. V Korinčano prav, Bog zmore narediti veliko več. Stvari, ki še niso prišle v srce človeka. Stvari, ki jih človek še ni videl, ki jih človek še ni slišal. To hoče Bog narediti, haleluja. In to Cerkev piše, da me je Bog razvedel po svojem duhu. Kje je to? V tvojem duhu. Božja usoda je zdaj v tvojem duhu. Cerkev, tvoja prihodnost je zdaj ta trenutek živa, je not v tebi, v meni in v tebi. Je Božje seme, je potencial, je Božja usoda, haleluja. Zato je pa rekel, eno stvar delam, pozabim, kar je za mano, haleluja. Cerkev, to, kar je za tabo, ni vreden, da zaustavlja to, kar je pred tabo, haleluja. To, kar je za tabo, ni niti slučajno, niti približno, nobena zamera, nobena rana, nobena težka izkušnja, niti slučajno ni vredna, da bi te ustavljala, da dosežeš svoj potencial, ki je v tebi in je prihodnost v tebi in pred tabo, haleluja. Amen? Reč svojemu sosedu. Daj sebi govor. Haleluja, Cerkev, to, kar hoče Bog narediti. In sem dobil nič evrov za prostor. In sem šel molit. Ko Bog, pa vse si mi ti govoril, vse si mi dal ti vizijo, vse smo šli v tvojem imenu, haleluja. Cerkev, veste, kaj mi je Bog govoril? Pej, pa zasluži mi dol. Tožal? Vse si rekel, da ne delam. Vse sem jaz pastal. Vse si rekel, tako si imel 1000 izgovorov. Cerkev, Bog, kad ti govori, tvoj meso ima vedno 10 000 izgovorov, zakaj ne to, zakaj ne ti, zakaj to ni mogoče. In se začnemo kregati z Bogom in Božja usoda začne splahneva, počasi jo več ne vidimo. In Cerkev, ena stvar je hujša od smrti novorečka in to je življenje brez namena. Da životariš svoj life in ne hodiš v Božji usodi. Amen? To je pa veliko hujš. Božje, da se nikoli ne prodil. Bog, da živiš en life poprečnosti izvan Božje usode. Redko, da to not vsakega človeka, ki ostane po Božji podobi. Redko, da to te žre noter. Vsi ti rečejo, Bog vesel, vse imaš 2 otroka, vse imaš ful dobro slovensko poprečno plačo, vse imaš vikend na morju. Cerkev, če Bog kaj sovraž, je to mračnost. Boš 23, Bog vroč, hran,
ne pa nek poprečen človek. Ta hoče Bog izpolniti svojih ust. Je tako? Cerkev, poprečnost je največji sovražnik Božje usode. Zato, ker si glih toliko zadovoljen, da se ti ne da slediti Jezusu. Je tako? Dajmo si pogledati pregovore 19:21, kde smo govorili o potencialu cerkve. In hvala Kristu, da si me prosil, da pridem v cerkvi danes, ker če bi me pred 2 tedni prosil, ne bi bilo te besede. Bog mi dal prejšnji teden to besede v cerkvi. In sem bil ful navdušen, jaz sem prišel v nedeljo v cerkvu, ker sem mislil, da bom eksplodiral od Božjega namena. Mi Bog začel stvari kazati. Eno stvar, ki mi je Bog govoril za leto 2011, je to, da on zbira svoje ljudstvo. Bog zbira svoje ljudstvo v cerkvi. In če Bog nekaj zbira, moš vedeti, da se bo nekaj zgodilo. Če Bog meni vsem, koliko se zbira v cerkvi. Ali pa mlad. Bogu je čist vsem. Koliko si izobražen, koliko imaš denarja, kdo je bil tvoj oče, kdo je bila tvoja mama. Vse, kar njega zanima, si ti. Vse, kar njega zanima, je besedo, ki je on dal vati. Potencial, s katerim je on ustvaril. Gledajte to. Pregovori 19:21. Prav, mnogo je načrtov v srcu človeka, ampak Gospodov namen sam bo obstal. Cerkev, Bog ima svoj namen. In če hočeš biti zadovoljen v življenju, moraš slediti njegovemu namenu za svoj življenje. Amen? Ti ne moreš biti zadovoljen, da si stojalo od mikrofona, če si stojalo za note. Razumeš? Cerkev, ki je Bog, vsak človek ni odkril ničesar cerkev. Človek ni izumil ničesar. Človek je samo poštekal, da je Bog nekaj izumil. In kaj človek stojalo za note, cerkev, kaj je bilo prej? Stojalo ali note? Najprej so bile note. Potem je Bog videl, da mora note nekje stati. Ker videl, da stavilna skupina ne vada dosti, mora skozi gledati svoje note in svoje stvari. In jim je dal stojala, kaj je bilo. In zdaj pač, to uporabim, in zdaj cerkev, ko je Bog videl tebe, on je, preden si bil ustvarjen, si bil kje? V njegovem razumu. Haleluja. A si predstavljaš, da si ti? Poglej sebe danes, probi sebe, ne svogo sebe gledati, ampak ti si bil v Božjih možganih, preden si prišel v svoj telo. Amen? In cerkev ne misli, da je Bog bral Alana Forda, kar te ustvaril. Bog je tebe ustvaril. On je imel v glavi ogromne stvari, haleluja. Efežanom 2:10 piše, da nas je Bog ustvaril za Božje delo vnaprej, ki jih je vnaprej pa prav, da bomo v njih hodili. Se pravi, preden me je Bog ustvaril, je že vedel, zakaj me Bog ustvaril in je vedel, da bom delal Božja dela, ko bom v njih hodil, haleluja, bom ful zadovoljen. In bom ful uspešen, haleluja. Cerkev, Božja usoda se zgodi, ko Božje ljudstvo sledi Bogu, haleluja. Ta knjiga, pred nami, ko jo beremo cerkev, to je knjiga odločitev, ne usode, haleluja. Vse trenutno, ko bereš, se je človek mogel nekaj odločiti, haleluja. Je človek mogel hodati svoj meso, pa reči Bogu ja, haleluja. Predstavljaj si, da si ti Abraham. Predstavljaj si, da si ti Mojzes. Ti Bog reče, tu si dolg čakal na svojega sina in poti reče, ker je meč, da ga žrtvuj, haleluja. Haleluja. Ostal ti, stran od mene hudič, ne mi to govori, haleluja. Eko, kad ti Bog govori, da nekaj ne, najprej misliš, da ti hudič govori. Jaz, če mi Bog govori, ne bila ful znarja, najprej mislim, da mi hudič govori. Mi hoče vse ukrasti stočva. Pa k resnici je glih obratna. Bog hoče na
bomo svoj, da Bog hoče, da je tvoj došel poln. A tole ni šlo dobro. Tole ni šlo dobro. A Bog hoče, da si bolan? A ti proslavljaš Boga svojo boleznijo? Cerkev, a je kdo nebesi bolan? A čistilni servis za Zlate ulice več nima dosti denarja, da bi jih pucal? Cerkev, ni primanjkljajo v nebesi. Angeli ne hodijo okoli lačni. Gor in izobilje vsega, kar je bilo. Se pravi, cerkev jaz, 2. Korinčanom 5, od 17 do 20, če kdo v Kristusu je nova stvar, staro je minilo. Glej, vse to je od Boga. Amen? Staro je minilo, vse je Bog stvaril novega človeka. Bog je rekel Nikodemu, ne moreš priti v Božje kraljestvo, če se ne rodiš znova. Amen? Je to edini primer v Bibliji, da Bog govori o novem rojstvu. Edini primer. In ga uporablja kot prvi korak, da stopaš v Božje kraljestvo. Okay? Zdaj si šele not stopil. In ko stopaš v Božje kraljestvo, naenkrat, mogoče on, kot je patel, kje vse, kdaj spremljen, se boš ful vesel, ful bo se dvojem, vse ti bo šlo dobro. Cerkom, ko ti priješ Jesu, jaz najprej, kad sem opazil, da obe moje babice, ki sem jima bil najljubši vnuk, sem jima postal antikrist. Ko me babica na vratih videla, skoro dol pada, ker je slišal, da se sprobrne. In je odbila name ene 15 minut, jaz sem v življenju, nisem pa pit slišal. Ful prijazno bitje. In pol, pač, si rekel, utihan Satan. In mi padlo dol in stol. In mi padlo dol in stol. Cerko, jaz se bo sprobrnil. 3 tedne. 3 tedne se bo sprobrnil. Wow, to pa deluje. In sem čakal, cerko, kaj se bo zgodil, ko bo vse prišlo. Cerko, jaz sem 10 minut čakal v njeni kuhni. Ženske vrholi. 10 minut. Pol ostane. In pogleda. A boš kaj pil? Boš kaj pil? Halleluja. Halleluja. Dajmo en aplauz. Cerkev, v nas je taka moč, amen? V nas je taka moč, cerkev, da vse, kar moramo narediti, je hoditi z Bogom. Bog je naš sodelavc, cerkev. Amen? Mogoče v službi nima dobrih sodelavcev, ampak ko si stopil v Božje kraljestvo, ko si se na novo rodil, kaj se ti je zgodil? Ti si vstopil v drugo državo. Ti na človeškem potnem listu ti piše, da si, ne vem, Slovenc, Mađar, karkoli si, ampak, ko si se na novo rodil, ti si dejansko vstopil v novo kraljestvo. Ko se mu reče Božje kraljestvo. Amen? Kaj poslušate Alena Vinci, to je cerkev, načalilo. Božje kraljestvo. In kaj se ti je zgodil? Naenkrat, halleluja. Jaz se spomnim, ko sem se na novo rodil v cerkev, mi smo naenkrat dobili hišo. Naenkrat so se stvari začele premikati čisto drugače. Naenkrat so glavoboli skinali z mene. Naenkrat, halleluja, sem videl, da sem drug človek. Naenkrat, ko sem se vozil z 11 do Zaloga centra pol ure, sem videl, da že pol ure nisem zaklel. Cerkev, kaj se? Ena prvih stvari, ko prišel v Božje kraljestvo, kaj se ti zgodi? Jaz sem drug dan, sem bil sreč kurca, je bila evangelizacija, potem so se zahvalili Bogu in so rekel, Arte diari Arden. In pa sem kjer prvi rosti, cerkev, kaj je to znamo? In pa mi je ovo rekel, gledaj, si bil krščen v Svetem Duhu. Cerkev, kaj je to? Cerkev, veste, kaj je to? To je nov jezik. To je jezik Božjega kraljestva, ne? Če kdo hoče postati Slovenc, mora neki izpit slovenščine narediti. Cerkev, takoj, ko se na novo rodiš, kaj dobiš? Nov jezik. Amen? Pa rekel, fakt, jaz moram v novem jeziku biti, bi vsi skupaj. Moram v novem jeziku. Zakaj? Ker to izgrajuje novega človeka, ki je not v tebi, halleluja. Vse, kar je Bog planiral zate, je zdaj ta trenutek v tebi.
ni odvisen od tvojih frendov, ni odvisen od tvojega šefa, ni odvisen od tvojih sodelavcev, ni odvisen od ekonomije tega sveta, ampak je odvisen od tebe, haleluja. Boš hodil v tem. A se boš prodal za eno govejo župco? A se boš prodal za mesene želje tega sveta, ko te hoče pa vleči nazaj v staro življenje? Amen? In kako, recimo, v enem času prihajajo ljudje, hoče biti osvobojeni tega, osvobojeni drugega, osvobojeni tretjega. Najlažji in najhitrejši si osvobojen, ozdravljen, izpolnjen tako, ne bo si gledati kako. Matej 6:33. Iščite najprej Božje kraljestvo. Amen. Najprej, reč vam sosedu, najprej. Ne bolj, ko si že vse drugo probo pa ni deloval, ne bolj, ko si že vas znan za zdravilo zapravil. Najprej, ne bolj, ko si ti doktori rekel, da imaš raka, ampak zdaj, da še nimaš, haleluja. Amen. Kako pa boš bolj premagal? Če ne iščeš zdaj Božjega kraljestva, haleluja. Amen. 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 In v tem istem pogledu, cerkev, Bog govori nenormalne stvari s svojim učencem. Fanti, ne skrbeti, kaj bo jedel, ne skrbeti, kaj bo pil. Kako zdaj? Najprej išč Božje kraljestvo. Kaj je rekel? Vse te stvari, hrana, pijača, služba, cerkev, večina kristijanov, novorejeni, smo ki goleni krokle in smo pobrali listke, napiš gor svojo željo, da bomo molili ta en offering, da je gor. In so ljudje, jaz rabam moža, jaz rabam avto pa moč ali pa žena. To je bilo na prvem mestu. To sta si delila prvo mesto. Avto pa moč ali pa žena. To je bilo prvo mesto. Pa druge stvari, nari bo tle, ful visoko. Ker vse to iščejo pogani. Vse to si želijo. Če bi rad bil uspešen v letu 2011, si ne iskati uspeha. Išči Božje kraljestvo, haleluja. Amen. Če iščeš uspeh, se boš gnal kot pogan za stvarmi tega sveta. Kaj se ti bo zgodilo? Prizadet boš se mnogim bolečinam. Brez skrbi. Brez skrbi. Naložil si boš bremena, ki ne moš nositi. Cerkev govorim, zato, ker jaz to delam. Sam ne več, kaj. Zato, ker sem jaz to delal, s to lahko povem. Ker se začneš gnati za stvarmi, si gotov, si pečen zajec, hudič pa obrača roštilj, in še z druge strani sve. Lahko izganjaš demoni cel dan. V navični stranici. Išč najprej Božje kraljestvo. Zakaj? Cerkev, vsakič, ko prosiš Boga za čudež, ti bo on rekel, kaj naredi. Nikoli ti ne odal čudeža, kar pej tja, niso v reki, pej v uno ribolje, pej sem, pej tja, redko. Ker rabaš neki, ti bo Bog rekel, kaj naredi. Da bo lahko to prišlo v tvoje življenje. Zato vsakič, ko ti Bog govori, da nekaj naredi, pa to ne narediš, nisi samo zamočil tistega dneva. Ni dosti, da zvečer padeš na kolena prej, Bog odpusti, ko sem vam zgrešil. Ti si zamočil celo linijo dogodkov, s katerimi te Bog hotel prosperirati. Amen? Zato je toliko važno, cerkev, da poznamo namen, s katerim smo bili ustvarjeni. Če misliš, da te bo poprečil zadovoljil, vprašaj, kjerkoli penzionista, ki je cel življenje, kar je delal, je imel poprečno plačo, hodil v službo, vprašaj, če ima dosti denarja danes. Ok, gleda, nam šel v to smer danes. Najbolj me izgleda še vedno idol. Jaz in ti, cerkev, Bog, ker mi pa so ustvarjena z namenom,
Drugo Korinčko 5:7 smo govorili, si nov človek si ujel, so staro milo in potem prav, Bog ni zaračunal ljudem njihovih grehov, ampak jih je vzel nase, nam, pa je naložil službo strave in prav, vi ste poslani na mesto Kristusa, v bistvu Božji prevod, vi ste Kristusovi poslanci, ambasadori, predstavniki. Amen? In zdaj cerkev, ko jaz hodim okoli, pa vidim človeka, da rad nar, odpre svoj pošelj, pa reče, več ne bo danes. Cerkev, jaz nisem Božji predstavnik. Jaz, ko hodim okoli, pa sem poln bolezni, pa vas vezan okoli, cerkev, jaz nisem predstavnik Boga. Jaz sem predstavnik Boga, če tako zgledam, kot Bog. Zato si Bog želi tvoj uspeh 100-krat bolj, kot si ga ti želiš. Zato, ker on ve, da če boš ti uspešen, bo ljudje vedeli, takole zgleda Božje kraljestvo. Bog vedel, če boš ti premahal bolezen, bo ljudje vedeli, to je Božje kraljestvo. Amen? Če boš ti umrl zaradi bolezni, bo rekel, Maja, to Božje kraljestvo deluje ali pa ne deluje. Kolikor ima kdo srečo. Jaz sem enemu bratu, ko se je preselil v stanovanje, zdaj vedno žensko rekel, ta imata skupnega luč in tema. Jaz ne moram biti več sam. Pa kdo ti je rekel, da si sam? Imaš dva človeka, ki imata čisto iste okoliščine. Oba imata podobno službo, oba imata rada Jezusa, oba sta recimo sama. En ful uživa life, ko gre lahko kamor hoče, kadar hoče, naredi karkoli hoče. Aleluja. Drug pa razmišlja, Bog, jaz spet sem sam med 4 stenom, Bog, daj mi bo že dal ženo in mislim, koliko je vse narobe s tem in vas mi vseeno pride v cerkev, kako se je drug pa ful naš plana hod, tako dela Božje dela, iste okoliščine. Kaj je drugače? En človek šteka, kdo je v Jezusu. En človek ve, kaj je njegov namen. V Bibliji nikjer ne piše, da moraš imeti moža ali pa ženo, da bi lahko izpolnil Božji namen. V Bibliji nikjer ne piše, da moraš biti izobražen. V Bibliji nikoli ne piše, da te morajo vsi imeti radi, haleluja. V Bibliji nikjer ne piše, da te moraš šef odobriti, da lahko prosperiraš. Cerkev, tvoj cilj je, da razvijaš svoj dar, svoj namen, svoj potencial, haleluja, v tebi. Moraš ga razvijati. Ko je Bog pogledal pastirja, on je v njem videl kralja. Ko je Bog videl morilca, Mojzesa, je v njem videl človeka, ki bo milijon ljudi odrešil. Ko je Bog videl serijskega morilca Pavla, je v njem videl baze apostolske, po celi Evropi, vetrkine Božje zaveze, nove zaveze. Cerkev, kaj Bog vidi, kad tebe gleda? Amen? Cerkev, nikoli več ne moš ljudi isto gledati. Nikoli. Kad poštekaš seme, kad poštekaš potencial, kad poštekaš moč Božjega kraljestva, ti nikoli ne moš reči, tale brat pa vsakič, ko pride v cerkev, ful smrdi v cerkvi. Ta sestra pa ful čuden poje vsakič, ko pride. Cerkev, ti, ko vidiš človeka, ti vidiš potencialni ves v njemu, haleluja. Ne moš več vedeti isto. Poglej, reč vam v sosedu, ti si šampion. Pregovori 19:21. Božji namen je edina stvar, ki bo obstal. Načrti gor, grejo propadati. Cerkev, jaz se spomnim, ko mi je Bog govoril, pa zasluž milijon. Cerkev, takoj sem imel 3 različne ideje in sem začel malo, Bog, kako ne zaslužim milijon? A ni to the best life? Ko mi račune plačuješ in pol greš milijon zaslužiti. Vse drugo je zgubljeni čas. Hod, službo je v redu za določen čas. Če cel cajt samo v službo hodiš in živiš, hodiš spat,
jest v službo, domov, otroke sem, otroke tja, zvečer spat. In pol zjutraj, kaj greš narediti? Ja, isto stvar. In pol spet, v službo, otroke sem, domov, otroke tja, spat. Zjutraj se zbudiš, kaj greš delati? Ja, kje je te logika? Kdo ti je rekel, da je to treba živeti? Mladi ljudje, ne misel, da je uspeh v tem, da imaš čim več izobrazbe, da boš imel čim več točk in čim boljšo plačo. Ne misel, da je to uspeh. Uspeh je v tebi, halleluja. Ti moraš sebe graditi. Cerkev, zakaj je diamant ful vreden? Ljudje, ful vreden denarja plačujejo za en diamant. Zakaj ne za en drug kamen? Zato, ker ni povprečen, ker je malo drugačen, malo bolj specifičen, malo manj ga je naokoli. Amen? Cerkev, to, kar imamo jaz in ti je eksplozija v najnem duhu. Dej, če si poslovnaš, dej une 2 ribe Bogu. Dej unih 5 džemat Bogu, kar je bilo. Po svidu pa se bo zgodil. Amen? Če poslovnaš, pa nikoli nisi dal več kot 2 ure evrov Bogu, nekaj narobe s tabo. Če misliš, da po 100 evrov dosti po offeringu, pa si poslovnaš. Dej poslušaj Boga, halleluja. Nenormalno sejanje bo povzročilo nenormalno žeto, halleluja. Pavel, 2 Korinčanom 8, 2 Korinčanom 9, cele 9 poglavje, samo o financah govori. Prav, kdo po skopu si, po skopu žel. Zakaj cerkev? Zaradi Božjega kraljestva. Jaz ne delam posla zato, da bi se vozil v Bentleyju. Zato, ker jih je ful malo urbanih, pa bi jaz v Bentleyja, ker ga noben ima, se bo hvalil, koliko sem uspešen. Cerkev, namen Božje kraljestvo, napredek Božjega kraljestva. Amen? Za napredek Božjega kraljestva. Zraven pa valjda, da se bom s Bentleyjem vozil. Ali se izljubil, da vozil? Cerkev, tvoj namen, izpolnitev tvojega namena, odloči vse. Kaj imaš oblečen, s čim se voziš, kako govoriš, kako se obnašaš. Amen? Kaj moraš graditi? Sebe gradiš. Svojo vrednost v Bogu moraš graditi. Namen v Bogu vse. Investiri v to, kar si dober. Bog je 6 dni delal, samo en dan je počival. 6 dni je ustvaril. Mi pravi, en dan delal, pa 6 dni molil. Investiri vasi, investiri v to, kar ti je Bog dal, to, kar ti je Bog poklical, da si še boljši, še bolj specializiran, da še več veš v stvari, da bo še večji razodeti od Boga. Znači je prišel en poslovna šmer, ne moram, da bom imel več stran. In pa sem rekel, da mi da poslovno kartico svojo, sem jo vzel in sem volil za me, pa sem šel na internet. Cerkev, to je bila ena najgrših internetnih strani, kar sem jih videl. In čujem, da ni nobene stran. In to je bil njegov glavni izvir, od kje stranke prihajajo. Ti moraš izpolnjevati svoj dar, halleluja. Amen? Cerkev Salomon je toliko z Bogom hodil, da je ona kraljica prišla, sploh do njega ni mogla prijeti, najprej dol padla, ko vse je bila, kaj je ti naredil, halleluja. Reč nekomu, manifestiri svoj potencial. Tvoj potencial rab pritisk. Tvoj potencial, če ni pod pritiskom, bo ostal zaklenen od v tebi. Ti rabaš pritisk, da so ti prišli od problemov. A veš, da ti si vreden samo to, kolikor velik problem lahko rešiš. Če bi David videl Goljata in bi videl problem, bi zbežal od njega, on ne bi bil to vreden, koliko je bil vreden cerkev. Zakaj bi on to vreden, ker tak problem rešil cerkev? Leva, bolj je šel medveda rešiti. In pa moj Bog predstavil Goljata. Evo ti David, zdaj se to pripravljam. Cerkev, mi doskrat čakamo na srebrnem knadu, da nam bo Bog prinesel svojo usodo. In nam jo. Ampak jo ne prepoznamo, ker pride v obliki Goljata. Etko. Niso srebrne vilice, pa fulek desert, pa gorgonzola dol na češnjevem paradižniku in pa se na krivan cedi z unga zrezka. Cerkev. On ti prinesel najprej leva, gleda imaš. Za zajtrk.
Pa če boš le premagal, ti bo medveda poperil. Ti si to vreden, kot problem. Kad ti problem vidiš, moš reči, gremo v fitness. Amen? Kad ste izgubili zgradbo, haleluja. Gremo zdaj v pravo zgradbo. Zdaj, ko sem se s prvim avtom zaletel, direkt v drevo, totalka. Skočil sem z avta, z mano je bil še en moj brat. Sem rekel, hvala ti Jezu za nov avto. Ker najprej sem pogledal, koliko sem ga uničil. Če sem ga še lahko prav, videl se nov. Kaj narediš? Hvala ti Jezu, skademo. Bom brat mi gledal. Ni Bog verjet. Cerko, jaz sem se zaletel za Renault 18, ful slabi, ful. Sploh čudno, da je sploh še šel. Cerko, sem čez en mesec imel 3 leta starega Ford Mondea. 3 leta s klimo. Leta 95 s klimo. Haleluja. Če bi bil poprečen človek, bi stopil za to. Kaj bo moja mama rekla? Reklo. Ko bo to zdaj poštalo, da to odpelamo, te smeti ven z tega dvorišča. Zdaj, čez en mesec. Zakaj? Zato, ker sem molil, sem rekel, Bog, kakšen avto. In sem imel, po čudežu sem dobil tavžen mark. In sem si že eno Opela skoro v letih 72 pogledal. Ful dobro hranil. Pa sem rekel, Bog, je to tvoj avto, je to tvoj, to je tako. In si ful želimo, da bi Bog rekel, ja, rekel. In pa, ko Bog reče ne, začnemo še v jezikih mo. Še mogoče še ena spirim Bog rekel, haleluja. In enkrat vidim v duhu limuzino. Novo, mislim novo, Bog mi govoril, 3 leta star avto. Kako 3 leta? To je 20 tavžen mark. Jaz sem imel v njih tavžen mark, glih za polek. In pol po čudežu sem dobil kredit. Ker sem unemu tipu, da je mi zrihti, zdaj bom začel delati za Jezus, spilam kilometrino, bom dobil plačen, pokrival točke za kredit. In človek je pogledal bilance in rekel, ti nikoli ne boš dobil kredita na tole, nikoli. Zdaj, gledaj, tebe je nova zaveza. Biblia, meni Bog govori, če bo prej tja in če bom dobil kredit, mi obljub, da boš prebral novo zavezo. In potem sem človek nekaj toliko šokiral, da je šel vprašati, če dobil kredit in sem ga dobil. Haleluja. Zdaj, da se nikoli sploh v avto usedel nisem, pa sem ga kupil. Kako, naš niti prav se rekel, ne, ker mi Bog govori, da je to moj avto. Se rajš nam not usedel. Ker se nočem mešati v Božji načrt. Jaz sem avto od odzad videl, ker sem šel za enega prevajati na Ford Cedric. Bog govoril, to je tvoj avto. Zakaj je cerkev? Zato, ker Bog hoče, da njegov človek se s dobrim avtom poskuha. Kako bom jaz tam celim dvoranom govoril o Jezusu, če si nisem z dobrim avtom pripeljal? To še vedno vam ne gre dobro. Nima časa, ne bom dokazal, da bom prav. V prevodu pravi lahko in besede za mesto odreči, pa če si siromah, to nobeno poslušal. Cerkev, Bog nas je poklical, da zavzamemo Slovenijo. Bog nas je poklical, da čakamo, da jo bo Antikrist zavzel in bomo pol skupaj s ostalimi, ki še čakajo gor, pobegnili. Cerkev, Antikrist bi se že zdavljeno zdel, pa se ne more, zato ker smo mi tle. On nas čaka, da bomo zavzeli, pa šli prej novo zavlada. Bog tebe čaka, pa je rekel, pospešujte njegov prihod. Kako? Ja, deli učence, širi, vplivi na ta svet, haleluja. Cerkev, danes, ko greš domov, ko boš šel iz tega prostora, predstavljaj si sebe, ko Božjega ambasadora, ko vse, kar Bog hoče, da si blazno blagoslovljen. Blazno zdrav, nenormalno uspešen, haleluja. Zakaj? Zato, da imaš vpliv na te zemlji danes, jutri, ne čez 1000 let, v 1000-letnem kraljestvu. Cerkev bo danes. Derek Prince je umrl, rekel. Danes ima Bog tebe. Dereka Prince več ne more uporabljati. Pa je ful faca. Lahko uporablja njegovo idejo, njegovo učenje, čez knjige, kasete. Ampak cerkev, Bog rab telo. Jaz sem ful v prednosti.
Ful sem prednosti pred apostolom Pavlom. Zato, ker imam še vedno telo. Še vedno so tle, haleluja. On je že v teku, on je že šel. Haleluja, ni to žur cerkev. Dajmo malo. Rad bi danes molil, haleluja, zate. Haleluja, če rabaš breakthrough, haleluja, Bog ni majhen Bog, haleluja. In on je nikoli planiral, da se ti je nepomemben člen njegovega telesa, ki se prebija čez poprečno življenja in zjutraj vstaja in še sam ne ve zakaj, ampak te ustvaril, da zgradi svoje kraljestvo v Sloveniji. Bog je mene tebe ustvaril v cerkev, da so del njegovega telesa, ki bo zavzel to deželo, haleluja. Cerkev najhitrejši način za premagati hudičevo kraljestvo v Sloveniji je to, da delaš učence Jezusa Kristusa. Je to, da govoriš evangelij, se ljudje na novo redijo, Matej 24:14 prav. In ta evangelij kraljestva bo pridigan vsem etničnim skupinam, prav pride konc. Cerkev, ko mi dobimo ljudi ven iz hudičevega kraljestva, v Božje kraljestvo, oni zamenjajo svojega gospodarja. Haleluja. In kaj se zgodi? Božje kraljestvo napreduje. Cerkev, nekaj mi je bolj govoril, ko sem se pripravljal za ta meeting. Več ljudi moramo povabiti, haleluja. To tudi sebi govorim. Vabi še ljudi k Jezusu, vabi jih v cerkev, ker se na novo rodijo, je to šele prvi korak. Na Nik Vujčiču, ko bo prišel, se bo veliko ljudi na novo rodil, ampak noben, skoraj noben, ne bo postal Jezusov učenec, avtomatično. Jaz se spomnim, ko sem v Maribor prišel in sem imel 5000 ljudi v Kinu Union, v tistem tednu. Ali 3000 ljudi, pol dnih je sprejel sem. Cerkev, kako ne se en sam človek z vsemi njimi ukvarja. Cerkev, pastor nikoli ne bo osvojil te dežele. Evangelist nikoli ne bo osvojil te dežele. Ampak telo Jezusa, to je to, haleluja. Amen? Reč nekomu, ti si telo. Mi smo telo, cerkev. Mi smo njegovo telo. Jaz sem Krist, del tega telesa. Cerkev, mi bomo videli osupljive stvari. Tam dajmo poslušati Boga. Amen? To je knjiga odločitev. Kar se boš odločil, bo definiral, kako boš živel Božjo usodo. Mene vse, kar zanima cerkev, Božja volja, haleluja. Ko se moje meso bori proti meni, haleluja. Se začne spominjati, kdo sem v Jezusu, kaj mi je Bog govoril. Se začne spominjati vizij, ki mi jih je dal. Haleluja. Amen? Amen. Hvala ti, Jezus. Oče, mi molimo, da nam ti govoriš v teh tednih, v tem letu pred nami, kaj je naša naloga v cerkvi, kaj je naša usoda v telesu. Da nam govoriš, kako uspeti vsem, kar delamo, Oče. Oče, jaz molim, da gre vsak duh religioznosti, tradicije, Oče, starega načina razmišljanja ven iz nas. Veš, tvoja beseda vedno pride v novosti in v življenju, haleluja. Oče, mi odpiramo svoje življenje za tvojo besedo, za napredek Božjega kraljestva, haleluja. Šikere besende rebekendolo, vortinde rebekendolo. Šikere besende rebekendolo, šikere bakitala, bakitala, basandala, bakitala. Haleluja, Oče, jaz molim, da se poveča naš vpliv v tem narodu. Oče, molim, da se naš vpliv poveča. Haleluja, Oče, jaz kličem sprostitev. Cerkev, Jezus je rekel Petru, dal ti bom ključe kraljestva. Haleluja. Cerkev, molitev ni en emocionalen čas z Bogom. Molitev ni stiskati Boga za kravato, naj dol strese, blagoslov. Cerkev, molitev je ukazovanje. Rekel, karkoli boš zapovedal, se bo zgodil. Ko molaš, dal ti bo ključe kraljestva, karkoli boš zavezal v nebesi, bo zavezan na zemlji.
In kar ko boš razvezal, bo razvezan. Haleluja, Oče, hvala ti za avtoriteto v imenu Jezus, ker si nam je dal ne nad ljudmi, ampak dal si nam je nad vsako silo, ki zadržuje tvoj blagoslov. Oče, mi vežemo duha tradicije in religije nad svojim življenjem. Haleluja. Oče, v imenu Jezus, mi razvezujemo Božjo usodo in Božji načrt. V imenu Jezusa, Oče, mi sprejemamo tvojo usodo, tvoj klic, mi se stegujemo to jutro, Oče. Mi se stegujemo po tvoji usodi, po tvojem načrtu danes. Haleluja. Oče, jaz molim pri robu še enostavno, da boš cerkev osvobodil majhnosti, majhnih pričakovanj. Haleluja. Oče, v imenu Jezusa, ne gre vsaka majhnost stran od nas, vsaka majhna, lažno, ponižno pričakovanja, ne se odstranijo iz tvojega ljudstva. Haleluja, Oče, jaz molim tvoje ljudstvo ostane v Božji usodi, v Božji viziji, v Božjem namenu. Haleluja. In česar ko se dotakne, da uspe. Haleluja. Hvala ti, Oče, da ne glede na mnoge propadne načrte je tvoj namen tak, ki ostane. Haleluja. In tebe zanima tvoj namen v naši življenji, ki ta je ogromen, nepropadljiv. Preden je bil Božji načrt, je bil tvoj namen. Hvala ti, Jezus, da si nas ustvaril, da zasedamo to deželo. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Oče. Haleluja. Če danes rabiš molitev, haleluja. Če si se kaj potolkal v tem svetu, tečeš tek vere, rabiš molitev, haleluja, si dobrodošel, lahko priješ naprej. Lahko molimo zate, kar pol rabiš, haleluja. Če moraš biti osvobojen česa, ozdravljen, rabiš novo izpolnitev s Svetim Duhom. Če kdo teko še ne, pozna Jezusa, haleluja. In to je čudovit čas, da ga danes sprejmeš, haleluja, da stopiš v njegovo kraljestvo. Če kdo še ne govori z nebeškim jezikom, je danes čas, da začneš govoriti z novim jezikom. Zato, ker kdo govori v duhu, izgrajuje sebe. To je moj jeziku sebe, izgrajuje svojega duha. In govori direkt z Bogom. Če me poznaš, jaz sem molil tole molitev skupaj z mano, kjerkoli si zdaj, dajmo vsi moliti v cerkvi. Lahko je kdo tle, ko še ne pozna Jezusa. In enostavno ga sprejemaš s tem, da v srcu veruješ, da ga je Bog budil od mrtvih in ga z usti priznaš za svojega Gospoda in s tem zamenjaš svojega gospodarja. In nisi več neodvisen, ker če si neodvisen, je hudič tvoj Bog, ampak si odvisen s tem, da je Jezus tvoj kralj, tvoj gospodar in boš vstopil njegovo kraljestvo. Zato, dajmo vsi ponavljati to molitev z mano. Jezus, verjamem vate, da si ti Božji sin, da si ti umrl za moje grehe, bil pokopan in tretji dan ostal od mrtvih. Jaz verjamem, da si živ. Jaz te danes sprejemam za svojega Gospoda. In sem zdaj tvoj sin, član nebeškega kraljestva. Z vsem pravicam nebeškega kraljestva. S pravico, da prosperiram. S pravico, da sem zdrav. In osvobojen. Hvala ti, Jezus. Haleluja. Da nikoli več nisem sam. Haleluja. Pridi danes naprej, če nekaj rabiš. Haleluja. Če si bil dom, da vidim, da sta tukaj dom, se je glih iz Indije vrnil. Kam dom je vidim, Can't pray, Steve Barbara. Lahko skupaj ustanemo, haleluja. Mogoče Urban, po pesem, ko boš v duhu zapali, zašpili, bomo pa molili za ljudi. Lahko skupaj ustanemo, to je rad molitve, ne slavi Jezusa, bomo še v Božjem atmosferi. Dajmo skupaj z Urbanom slaviti. Kdo je rad molitve, pa lahko pride naprej.
Čakajte, sem jaz vse čuvo tole. Brez problema. Najvišji misionar iz Amerike, ki je prišel iz Indije, Liter, Dom Palita, ki bo še ni prosil, da morate zavrti. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Oče. Lord of all creation, water, earth, and sky, the heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high, the Lord of all creation, the water, earth, and sky, the heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high, God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth. Early in the morning, now we'll celebrate life. When we stumble in the darkness, now we'll lift your name by night. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, you are holy.